V sodelovanju z izvajalci zdravstvene dejavnosti in z stroko neprenehoma izboljšujemo in nadgrajujemo navodila, tako za laično kot za strokovno javnost. Zato smo danes posodobili in pripravili navodila za zdravnike, se pravi za strokovno javnost, glede organizacijskega vidika obravnave pacienta z sumom na koronavirusno bolezen. To pomeni, da smo definirali, kako pravzaprav pacient, ki pokliče, kot se spominjate, smo že oblikovali in v javnost posredovali tudi z naših spletnih strani navodila, kako postopati, če bolnik pri sebi začuti, da bi lahko imel znake oziroma sumi, da bi lahko bil okužen, kako postopa, da pokliče svojega izbranega zdravnika ali dežurno službo. Danes smo ta navodila dodali še strokovnim delavcem, se pravi, kako zdravnik tega bolnika, ki ga pokliče, potem pošlje na vstopno točko, kjer je pravzaprav mu odvzet bris in izveden nadaljnji postopek. Zato, da bi bilo to čim lažje, smo zelo natančno ta postopek opisali in seveda opremili tudi z kontaktnimi podatki za strokovno javnost. Naj še enkrat poudarim, kot smo že govorili, vsi z sumom na bolezen po telefonu o tem obvestijo zdravnika, zato da bo čim manj kontaktov, zato da bo taka oseba čim prej lahko prišla do točke, kjer bo opravila bris in da bo potem nadaljevala pot po protokolu. Dober dan želim. Na Nacionalnem inštitutu nadalje spremljamo vse okužbe, ki se pojavljajo okoli Slovenije. Spremljamo tudi ravnanja evropskih držav in držav vsepovsod po svetu o pojavu novega koronavirusa 19. Do sedaj je bilo v Sloveniji testiranih 218 oseb in kot ste verjetno že slišali, še vedno so rezultati vseh oseb negativni. Ob tem želimo poudariti, da sproti posodabljamo tako imenovano definicijo primera, torej tiste osebe, za katero je obvezno, da se v primeru pojava simptomov sedaj ali pa pojava simptomov v preteklosti poveže z izbranim zdravnikom. Torej, definicija primera je dvojna, ali je klinična oseba, ki ima znake težke okužbe dihal in je pripotovala iz področij, kjer se virus pojavlja v večjih številu, ali pa gre za tako imenovano epidemiološko anamnezo, torej gre za osebo, ki je v preteklih 14 dneh potovala po ogroženih območjih in imela znake gripi podobne bolezni v smislu kašlja, vročine in pa težkega dihanja. Izjemno pomembno je, da tiste osebe, ki vzpostavljajo stik z zdravniki, res poznajo to definicijo in da se testiranje ne izvaja pri tistih, ki teh podatkov oziroma teh znakov nimajo. Torej, zdrave osebe brez kliničnih znakov, ki niso potovale, ne sodijo v opisano definicijo primera in tudi ne sodijo za pregledovanje brisov. O vseh nadaljnjih ukrepih, vseh nadaljnjih posodabljenih definicij se vas bo sproti obveščalo in temu tudi primerno postopalo. Spoštovani, kot koordinator laboratorijske diagnostike za novi SARS koronavirus lahko mirno zatrdim, da ima Slovenija na voljo enake teste, kot jih uporabljajo vse evropske države. Celo več lahko zagotovim, da je bila Slovenija med prvimi evropskimi državami, ki je ta test imela, enake kakovosti, enakih performans, kot jih uporabljajo drugi najboljši evropski laboratoriji. Od prejšnjega ponedeljka, ko je ministrstvo sklicalo tudi in ustanovilo koordinacijsko skupino, imamo popoln pregled nad tem, kje se ta testiranja izvajajo, vemo, kateri testi se izvajajo in zagotavljamo, da bo vsak državljan Slovenije, ki bo izpolnjeval kriterije oziroma bo postavljen klinični sum, dobil ustrezen test vrhunske kakovosti kot v katerikoli drugi evropski državi, če ne boljši.
Lahko rečem, da smo s svojimi sodelavci takoj, ko se je zatem izkazala potreba, tukaj govorimo o Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete, Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, ki ima svoje izpostave po Sloveniji in tudi za kliniko Golnik, zagotovili, da je to testiranje na voljo 24 ur na dan za katerega koli življenjsko ogroženega bolnika, ki bo imel izkazane simptome, ki bi bili kompatibilni z novim koronavirusom. Vsekakor smo zagotovili tudi z nemajhnimi napori, da so testi na voljo 14 ur na dan, se pravi večino časa, ko bolniki te centre obiskujejo. Tako da vsakršna špekulacija o tem, da primerov pri nas ni, zaradi tega, ker bi imeli slabe teste, odločno zavračam in so čisto natolcevanje in dezinformiranje javnosti. Lepo pozdravljeni iz Zdravstvenega doma Ljubljana, ki je največji zavod na primarnem nivoju v Sloveniji in skrbi za večino prebivalcev Ljubljane. Sporočam, da že od samega začetka, od prvih informacij zaposleni zdravniki natančno sledimo vsem strokovnim usmeritvam. Zdravniki imajo in vse ostalo zdravstveno osebje dostope do informacij. Opremili smo naše sobe za izolacijo, poskrbeli za varovalno opremo. V tem trenutku ocenjujem, da količine zadoščajo. Odprli smo telefon, na katerega se laična javnost preko celega dne z vprašanji obrača na nas. Na vhode svojih ustanov smo postavili educiran kader, to so diplomirane medicinske sestre, ki so na voljo vsem, ki vstopajo v naše hiše, jih povprašajo, zakaj so prišli, jih opremijo z zaščitnim sredstvom, če ga potrebujejo in usmerijo, in ugotavljamo, da so in pacienti in tudi zaposleni s tem zadovoljni. V bistvu izobražujemo se, svojim pacientom smo preko telefona dostopni preko celega dne in to je tudi najpomembnejše. Dobijo nas, dobijo pravo informacijo in usmeritev, ko jo potrebujejo. Glede, mogoče je bila izjava razumljena malo narobe, vsekakor moramo razumeti to, da smo trenutno še zmeraj globoko v epidemiji gripe, tako da večina testov, ki jih izvedemo, je tudi pozitivnih na influenco A ali influenco B, vsekakor ostajajo nekateri, ki so negativni in res je, da se klinična slika teh okužb lahko prekriva. Po mojem vedenju, kar bo tudi verjetno pojasnjeno še kasneje s kakšnim drugim vprašanjem, se lahko definicija vmes spremeni, lahko se bo pravzaprav testiralo še kakšno drugo obliko bolezni, morda tudi blažjo, vendar je to pristojnost epidemiologov. Inštitut za mikrobiologijo bo testiral in tudi drugi partnerji v mreži vsakega, ki bo ta test dobil. Ponovno zagotavljam v bistvu, da na tem delajo vrhunski strokovnjaki, ki so, mislim, da niste pozabili, pred 3 leti odkrili celo Ziko kot prvi na svetu v možganih otroka. Ti ljudje so delali na epidemijah ebole, krimsko-kongoške hemoragične mrzlice, tako da z vsemi izkušnjami odgovorno trdim, da bodo testirani vsi. Problem definicije in blažjih primerov pa moram biti odkrit. Testirati vsakega, ki v zimskem času kaže znake prehlade, je iluzorno. Imamo ta trenutek v Sloveniji verjetno nekaj 100.000 ljudi, ki kaže znake prehlada in tega ne počne nobena država in ni možno izvesti nikjer. Prepričan pa sem, da definicije in zdravstveni sistem, kot je zdaj postavljen, zanesljivo bo odkril prvega bolnika v zelo zgodnji fazi. Sploh, če bo imel hudo klinično sliko. Lahko, vendar tukaj ne smemo pozabiti, kar je povedala dr. Pirnatova,
potrebni so epidemiološki podatki. Moramo ločiti klinični podatek in epidemiološki podatek. Trenutno smo v fazi, da brez epidemiološkega podatka ne moremo postaviti ustreznega suma. To je moj odgovor. Torej, možno je seveda, da je virus med nami, vendar tudi če je, so očitno znaki tako blagi, da ne povzroča težav. Kar se tiče domov za ostarele, glejte, še vedno imamo v Sloveniji ogromno okužb z gripo. Sicer število prijav nekoliko upada, vendar smo ravno v konec prejšnjega tedna obravnavali 2 izbruha, in sicer en izbruh z gripo v bolnišnici in en izbruh z gripo v domu za ostarelih. In iz tega naslova, da je število okužb z gripo še vedno visoko, je seveda smiselno opozorilo, da domovi za ostarele maksimalno omejijo vhod oseb, ki bi tej najbolj občutljivi, ranljivi populaciji lahko prinesli okužbo. Ob tem se srečujemo z vprašanjem prekomernega ukrepa, vprašanjem osamitev, vprašanje osamljenosti in tudi tega, v kakšnem položaju so zdaj varovanci. Iz stališča socialnih stikov, komunikacije so ti varovanci najbrž res osamljeni, imajo zaradi tega težave, vendar je zanje ključno, da do njih ne pridejo osebe, ki bi jim lahko prinesle okužbe zgornjih dihal. To pomeni, da do njih res ne pridejo osebe, ki kašljajo, kihajo in bi lahko vnesle v celotno populacijo v dom okužbo, zato je ta ukrep omejevanja obiskov v fazi, ko epidemija gripe oziroma izbruh gripe še ni končan, smiselen. Kaj pa pričakujete od toplejšega vremena? Tudi o tem so špekulacije različnih strokovnjakov, ki si niso povsem enotni. Bo podobno kot pri gripi ta virus sijenja v prihodnjih mesecih? O tem so res zaenkrat lahko samo špekulacije. Torej, odločitev za testiranje mora biti v vsakem primeru strokovna. In strokovna odločitev za testiranje je skladna z definicijo Evropskega centra za preprečevanje bolezni. To pomeni, testira se osebo, ki je bila v določenem kraju lahko izpostavljena in ima klinične znake. Testiranje osebe, ki je zgolj pripotovala iz Italije in je zdrava, to pomeni ne kašlja, ne kiha, ni smiselna. Poleg tega so lahko rezultati testa v prvem trenutku, ko oseba še ima nobenih kliničnih znakov, pa jih bo morala imeti, mogoče imela kasneje, lažni in zavajajoči. Torej, oseba pride na testiranje takrat, ko ima klinične znake, torej, ko kašlja, suho kašlja, ima vročino. Primer iz Logatca poznam in testiranje v tem mestu zdravih otrok brez kakršnih koli kliničnih simptomov ni bilo strokovno upravičeno.
Hvala za vprašanje. Da, Slovenija se je pridružila skupnemu javnemu naročilu, kar nekaj opreme smo naročili in prav je, da se opozarja na ranljive skupine. Kot smo že povedali, da so te skupine deležne posebne pozornosti. Mi smo preverjali seveda v bolnišnicah, kjer te osebe najbolj potrebujejo zaščito, ker so drugi bolni otroci tam, te zaščite imajo dovolj in prepričani smo, da bo vsak zdravnik v skladu s svojo strokovno naravnanostjo in potrebo opremal te majhne bolnike z tistimi sredstvi, ki so potrebna. Bomo pa seveda se o tem tudi za stroko pogovarjali. Ta navodila so bila strokovni javnosti tudi že večkrat posredovala. Do bolniške odsotnosti, do bolniškega staleža je upravičena oseba, ki zboli. Navodila o izolaciji in karanteni so drugačna. Izolira se prav tako bolno osebo, da ne bi širila bolezni. Karantena se lahko odredi za zdravo osebo. Trenutno, kot veste, v Sloveniji v karanteni, končuje se karantena potnikov iz Japonske, sicer pa nimamo oseb, tako da iz strokovnega stališča stalež ni upravičen in na to je opozorila tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zdravniki pa so tudi neka priporočila dobili, kakor vem, od zavarovalnice. Tako da stalež za osebo, zato ker je pripotovala, ni primeren, seveda pa so navodila, da taka oseba svoje zdravstveno stanje opazuje in v primeru, da zboli, kontaktira svojega osebnega zdravnika. Ja, prosim. Cena je bila danes poročena in trenutno je 65 €, vkolikor se ne bodo spremenile okoliščine, ki na to ceno vplivajo. Mi smo bili soočeni v zadnjem tednu z enormnim dvigom cen komponent, ki se pri tem testom uporabljajo. Nekateri dobavitelji odvzemov brisov so cene povišali za 3-krat, tako da če se bodo stvari na tem trgu spreminjale, seveda se lahko spremeni tudi cena. Vendar zagotavljam, da zanesljivo za prvi tudi večji val imamo tako opreme, laboratorijske, odzemne, zaščitne in reagentov dovolj. Seveda morate se zavedati, da pravzaprav je cena, kakršna je postavljena, lahko postavljena samo na nivoju delovnega časa, ki ga sicer izvajamo. Namreč, če bo potrebna 24-urna prisotnost več ljudi po več centrih v Ljubljani, potem bomo pač morali to korigirati. Je pa to stvar, za katero sem prepričan, da je soglasje v državi, da se jo bo korigiralo sproti, glede na potrebe. Ja, hvala za vprašanje. Ravno jutri imamo sestanek tudi z Ministrstvom za šolstvo, sicer s fakultetami in z navodilom, enotnim navodilom njim. Sproti se odzivamo na te pravzaprav informacije z terena, kako se posamezni zavodi odločajo. Navodila enotna so bila vsem izobraževalnim ustanovam posredovana. To, da nekateri kaj po svoje naredijo, pravzaprav težko za vse izvemo, smo veseli, ko se nam sporoči, bi pa res želeli, da sledijo vse inštitucije tem navodilom, ki so jih prek svojih resornih ministrstev prejele.